Skupaj bomo rešili nalogo, in sicer navodilo je naslednje. Imamo trikotnik s stranicami A, B in C. Za ta trikotnik izračunaj ploščino, višino na C, polmer črtanega in odčrtanega kroga, vse kote in težiščnico na stranico C. Zdaj, ko dobimo takšno nalogo, si najprej vsekakor naredimo skico, označimo oglišča in zapišemo stranice. Se pravi, A je 6, B je 4 in C je 8. Pa začnimo z iskanjem ploščine. Kot vemo, se ploščina označi z S. Tukaj imamo obrazce, katero od teh obrazcev bi lahko bil uporaben. Prav površino lahko uporabimo ali tole, ali Heronovo formulo, nekaj od tega dvojega. Zdaj, glede na to, da nimamo višine na A, je lažje uporabiti Heronovo formulo, ki že predvideva, da imamo podane vse tri stranice in zdaj brez težav izračunamo to. Najprej polovični obseg. S je A plus B plus C polovic. V našem primeru je to 6 plus 4 plus 8 polovic in je to 9. S je pa potem koren iz 9 krat 9 minus A je 3, 9 minus B je 5, 9 minus C je 1 in je skupaj 9 krat 3 krat 15 je 90, je 135 in koren iz 135 je pa, in to je 11,62 kvadratnih centimetrov. Zdaj pri matematiki je dovolj, da enoto napišemo na koncu. Potem, kako dobiti višino na C? Glede na to, da tukaj piše, da je površina C krat višina na C polovic, to je na S, in na drugi strani pa vemo, da je ta S enako 11,62, lahko zdaj iz tega kar izrazimo ven, koliko je višina na C. Se pravi, če je to 11,62, najprej si to zapišemo kot ulomek, enin, potem pa višina na C ostane tukaj, C gre tukaj dol, dvojka gre pa gor. In torej dobimo, da je višina na C enaka 11,62 krat 2 ulomljeno z C, C je pa 8. In to je 2,9 cm. Potem imamo polmer včrtanega in odčrtanega kroga. Zdaj, tukaj lahko najdemo dva obrazca in sicer eden je tukaj, to je polmer odčrtane krožnice, se pravi, če bi imeli A deljeno sinus alfa oziroma C deljeno sinus gamma, kjerkoli že. Hkrati pa imamo odčrtano krožnico tudi tukaj na koncu. R je A krat B krat C deljeno 4S. No, to pa že imamo vse podano, se pravi, bo najlažje izračunati kar potem. R je torej A krat B krat C deljeno z 4S. Stranica A je dolga 6, B 4C8, površina je pa 11,62. In to poračunamo. Se pravi, 6 krat 4 je 24 krat 8 in potem deljeno z oklepaj 4 krat 11,62 zaklepaj in je to 4,13. To je polmer odčrtane krožnice. Včrtane krožnice pa lahko dobimo polmer. Formulo tukajle. R je veliki S deljeno z mali S, pa zopet vstavimo. Pravi, mali R je veliki S ulomljeno z mali S. Veliki S je 11,62, mali S pa je 9. In zato zdaj napišemo 11,62 deljeno z 9 in pride to 1,29. R
in mali r sta v centimetrih. Zdaj, če smo izračunali r iz tega in velik je r tukajle, bi lahko zdaj že iz tega dobili kot, koliko je sinus alfa. Namreč piše, da je a deljeno sinus alfa 2r. Torej lahko zapišem, da je a deljeno sinus alfa enako 2r, tudi 2r ni. Zdaj, če okrog obrnem, števec in imenovalec zamenjam, je sinus alfa vlomljeno z a enako 1 vlomljeno z 2r. In ta a gre zdaj vzgori in dobim, da je sinus alfa enako a vlomljeno z 2r. Naša stranica a meri 6, se pravi 6, 2r je pa 2 krat 4,13. In alfa je pa arkus sinus od 6 vlomljeno z 2 krat 4,13. To poračunamo. 46,58 stopinj. Se pravi, kot alfa je 46,58 stopinj. Zdaj bi lahko naprej po sinusnem izreku dobili tudi kot beta, ker je pač b deljeno sinus beta enako tudi 2r. Na isti način zopet napišemo kot ednine, zopet okrog obrnemo. In iz tega dobimo, ta b gre sem, da je sinus beta enako b vlomljeno z 2r. B pa je v našem primeru, b je 4 vlomljeno z 2r, zopet 2 krat 4,13, pa zopet beta je arkus sinus od tega. Zdaj seveda to lahko tudi krajšamo, pa je 1 pa tukaj 2, se pravi 2 vlomljeno 4,13. Pazimo, da imamo kalkulator napravljen na stopinje. In dobimo, da je to 28,96. Beta je 28,96. In zdaj, če me zanima še gama, vem, da je alfa plus beta plus gama 180 stopinj. Torej lahko potem rečem, da je gama 180 stopinj minus alfa in beta skupaj. Torej 180 stopinj minus 46,58 stopinj plus 28,96 stopinj in dobimo, da je gama 104,46 stopinj. Tako, imamo tudi zdaj vse kote. Kaj nam še manjka? Težišnica na stranico C. Kje pa je težišnica na stranici C? Težišnica povezuje razpolovišče stranice C z ogliščem C. To je težišnica na C. To pomeni, da je tale razdalja potem 4. Tukaj, če gledamo zdaj ta trikotnik, malo vidimo, da lahko, in glede na to, da kot alfa vemo, koliko je, alfa smo izračunali, da je 46,58. Se pravi, ta alfa vemo, da je 46,58 stopinj. Iz tega pa lahko zdaj s pomočjo kosinusnega izreka zapišemo, da je težiščnica na c na kvadrat enaka b na kvadrat plus, zdaj tale polovička c-ja na kvadrat, minus 2 krat b krat polovička c-ja krat kosinus alfa. Torej, b na kvadrat je 16, plus c polovic je 4, pa na kvadrat je še enkrat 16, minus 2 krat 4 krat 4 krat kosinus 46,58 stopinj. To poračunamo. Dobimo, da je težiščnica c na kvadrat enako 10,01 in težiščnica na t je koren iz 10,01, kar pa znaša 3,16.